Tekma je bila napeta do zadnjega skoraj, Ilirija ima par dobrih posameznic. Vendar moram reči, da še zadnja prvenstvena tekma je nekako nakazovala, da mi lahko najdemo orožje tudi proti bivšim ABA ligašem. Definitivno smo neke stvari spremenili in to se je tudi obrestovalo, ker zelo cenim svojega kolega na nasprotni strani in vem, da je kar nekatere stvari naštudiral. Tudi mi smo poskušali neke spremembe, mislim, da je danes odločala tudi malo bolj umirjena glava, pa malo bolj konstanten ritem, ki ga na našem klubu imamo proti Iliriji, ki pa je letos doživela kar nekaj pretresov in mislim, da se je to nam tudi obrestovalo. Sem pa mnenja, da smo imamo kar nekaj rezerv. Danes so določene igralke sicer pokazali svoj blizu maksimuma, nekatere igralke mislim, da še bo jutri malo več pokazali in mi smo izredno veseli, da smo uspeli priti do tega koraka. S tem tudi mlajši v našem klubu dobijo večjo motivacijo in večjo voljo, tako da bi puncam samo čestital za tole prikazano danes. Pripravljali smo se res dan zelo dobro, tisto tiho pričakovanje ne pa še vedno gorelo, tako da zelo smo veseli, da nam je uspel zmagati Ilirijo in se veselimo finala, tako da smo pripravljeni bile tudi prideti v Celje v nedeljo. Nedeljski finale pred TV kamerami, verjetno za vas nekaj novega. Kaj pričakujete od finalne tekme? Ja, za nas bo to nekaj velikega, premaknili smo mejo glede na to, kje smo bile prejšnjo sezono in pa leta pred tem. Veselimo se seveda, to je za nas nekaj novega, tako da upamo, da bomo prikazali dobro igro in da se bomo nasprotnicam dobro postavili po robu. Kot prvo bi rad čestital Domžalčankam za uvrstitev v finale, ki je zaslužena. Tako njim kot Celjankam želim, da jutri prikažejo svojo najboljšo igro letos in tako dokažejo, da se v Sloveniji igra dobra ženska košarka, v katero je treba še vedno naprej vlagati. Današnja tekma, žal mi je za priložnostjo, ki se nam je ponudila, svojim puncam nimam kaj za očitati, pustile so srce na igrišču, to da poznalo se je, da je bila želja po uvrstitvi v finale v naši ekipi ogromna. In to se je videlo predvsem v našem napadu, ko smo igrali preveč v krču, zgrešili preveč odprtih metov, medtem ko borbenosti ne moram svojim puncam očitati. Na koncu v zadnji četrtini je svoje dodala še kratka klop, ki jo imamo. Večkrat ponavljam, nočem, da to izveni kot izgovor, da če te med sezono zapusti 7 igralk in ostaneš na 5, potem je težko igrati tako čustvene in napete tekme, kot je bila današnja, pa tudi fizično zahtevne. Kljub vsemu še enkrat Domžalčankam čestitam za uvrstitev v finale in tako kot sem že rekel, želim si, da bi bil jutrišnji dan praznik slovenske ženske košarke in da obe ekipi prikažete lepo igro pred televizijskimi zasloni, kajti slovenska košarka si to zasluži. Ja, dobro vemo, da v bistvu finale pokala, da tekma odvisna neke dnevne forme, da so Domžale bile boljše sploh v drugem delu tekme. Smo se nadigrale,
nas je zmanjkalo število igralk, malo nas je in pač to se tudi pozna, ne kratka klop, oni imajo pač za razliko daljšo klop. Pač tako je v športu, en dan zmaga, drugi dan poraz, en dan imaš odlično tekmo, drugi dan pač še nasprotnik nadigra. V prvem delu se nismo pač pustili nadigrati, v drugem delu smo na koncu se enostavno zmanjkali in žali so to izkoristili in se nas zasluženo zmagali, tako da vse čestitke želim jim v bistvu jutri super tekmo.